Vsem šla na tole, ni korist. Ja, drugače je to. Ni korist. Moje se zna z njo. Udeležbo osebno vozilo motoristi, ker še vedno je glavni vzrok, še vedno neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje, sekanje ovinkov, pa tudi nažalost alkoholiziran. Vseeno je kar veliko število udeležencev motorjev v prometnih nesrečah pod vplivom alkohola, kar ni v redu. V bistvu ta namen je to danes, da se malo dobimo, malo predebatiramo. Tamle bomo mi malo naše opreme pokazali. Reševalci do Domžale bojo pokazali tiste prve pristope. Verjetno dostikrat se vozite v parih, da prije do kakšne prometne nesreče, ne vem, kolega, sovoznik, da se boste malo obnovili, verjetno ste to že dostikrat slišali, ampak nikoli ni preveč. Prvi pristopi, prvo pomoč, kar lahko vi takrat prvo naredite, ko ste na kraju, s ciljem, da se pohrani življenje. To, zraven se tudi motorista z prometne postaje, z Ljubljane, imate tudi motorje zraven. Tamle boste en poligon naredila, da je zaželeno, da probate na osmico in slalom, ne vem, kaj ste si zamislili. Boste malo prekomentirali, kaj bi bilo fajn, kaj bi bilo boljš, kar je super. Tako da njih tamle, ko boste pod šotorom, kar izkoristili. Da boste malo dobili povratne informacije. Tako sem rekel, glede na to, da nas ni tako, kar si mislim, da nas bo malo več, kakršen je bil odziv, jaz predlagam, da se bomo dali kar v dve skupini. Ker tako ne bom nič štel en prvi, drugi, ampak en del, polovica, ta del recimo gre temle motoristom, začne drugi del, pa tukaj do reševalnih delavcev, pa temle še pol do naših policistov, pa se vam pa malo zanimivo. Jaz imam namen, da do 6 minutih zaključimo. Ni zdaj cilj, da mi dolgo vezmo, pa koncentracija nam pade, vam je še tako vroče. Naredimo nekaj na hiter, poberemo največ, kar se da, pa varno vožnjo, pa se vidimo na cesti. A žegnanje je bilo leto? Mirna peč nima. Je žegnane vode, nima. To je to. A gremo prav, ta del recimo tle, pa gremo kar dol do motoristov, ta del pa tukaj do reševalcev. Pa če karkoli dilem, če bo, kar smo vam na razpolago. In lep pozdrav tudi iz strani reševalne postaje Domžale. Moje ime je Miha, moj kolega Elvir vam bo danes predstavila ali pa skušala mečken bolj globok v bistvu v spomin, kaj takrat narediti, ko pride do najhujšega. In sicer imamo motoriste, ki so velikokrat politraumatizirani, kar pomeni, da ima več organskih sistemov poškodovanih, ampak nas najbolj zanima, ali je on pri zavesti in ali diha. Treba je zaustaviti neke velike krvavitve, zdaj obstajajo trije načini, se pravi z direktnim pritiskom na krvaveče mesto, ki ga izvedemo primarno, potem lahko naredimo neko kompresijsko obvezo, na koncu, če pa ne moramo na drug način zaustaviti nekih krvavitev, predvsem pri amputacijah udov, se pravi rok ali nog, pa naredimo Ismarhovo prevezo. Zdaj bi midva demonstrirala, kako v bistvu je prvi pristop
do motorista, ki je poškodovan, in sicer najprej vedno imamo nekako, da mi pridemo, če je on slučajno pri zavesti, da pridemo iz strani, ki nas on že nadaleč vidi. Če bomo mi prišli od zadaj in bo on nekaj slišal, da se v zadnji dogaja, kaj bo naredil. Pogledal bo nazaj, tukaj moramo računati, da je velika verjetnost poškodbe hrbtenice, ne samo vratne, ampak na celotnem nivoju. Torej, probamo vedno pristopiti iz sprednje strani. Kaj naredimo? Najprej fiksiramo glavo in ogovorimo, gospod, ne slišite? Nič. On se ne odziva, ker ne odpira oči, ne govori, ne vemo pa, ali on diha. In v tem primeru, ko se on ne odziva, je treba vedno odstraniti čelado. Drugi pogoj je, da odstranimo čelado, kadar on izpod čelade, ne glede na to, je pri zavesti ali nezavesten, močno krvavi. Je treba to krvavitev zaustaviti. Zdaj sem ga jaz prijel za čelado najprej, da sem mu jaz fiksiral glavo, potem bom kolegu rekel, da je preprimi glavo, tako, in zdaj ga bomo mogli mi obrniti na hrbet. Zelo na hitro ga obrnemo na hrbet, rabimo pa 3 ljudi. Se pravi, bom enega še poklical, zdaj, če je na voljo, da smo 3 v redu, če sta samo 2, bo ta mogla pač to narediti 2. Vedno obračamo direktno na hrbet, nikoli čez obraz, kar pomeni, da ga bomo obračali na to stran. Jaz primam za rame, nekdo mi bo prišel pomagati, prosim, Renato, tebe, bi ga ti prijel za boke in pa za noge. In na njegovo komando, se pravi, on bo rekel na 3, gremo na hrbet, ga bomo obrnili na hrbet. Zakaj pravzaprav to delamo? Zaradi tega, ker pričakujemo, da je hrbtenica poškodovana. Da jo mi ne poškodujemo dodatno, ga moramo mi v osi obrniti na hrbet. Na hrbet ga pa obračamo zaradi tega, ker na drug način ne moramo odstraniti čelade. Vedno čelada odstranjujemo, ko je on na hrbtu. Ok, se pravi, boš rekel na 3, gremo na hrbet. Na 3 gremo na hrbet. 3, 2, 1, gremo. Evo, tako. On ves čas v liniji drži to čelado. Da poravnamo. Zdaj, če tukaj vidimo neke velike krvavitve, ga treba čim prej odstraniti čelado, pogledati, če on diha in zaustaviti hitro to krvavitev. Zdaj pa tako, mi imamo te enodelne integrirane čelade. Najprej je treba odpeti čelado. Ok. Zdaj je čelado odpeta. Zdaj ga moram pa jaz prijeti za spodnjo čeljustnico in pa za zatilje. Zakaj? Da fiksiram glavo, ko bo kolega odstranil čelado. Probamo iti čim bolj široko za čeljustnico in pa ko čelado odstranjuje, drsimo z roko do nekako sredine glave zadaj. Okay? Pa ti varnostniki imajo zdaj večino čelad. Aha, blazince. Tisti je super. Okay? V redu. Jaz ga bom zdaj prijel še za zatilje, lahko se uležemo zraven, ok, v redu, fiksirano. A vidite, on je spustil glavo in glava ni nič zanihala in to je naš cilj. Jaz z roko drsim, naprej. Tako, evo. Glava ni nič zanihala nazaj in to je naš cilj. V redu, priprimi. Zdaj je pa treba pogledati, a on pravzaprav diha. Spustimo glavo, časi, spustimo glavo, sprostimo dihalno pot, zdaj se bomo pa preselili na tole lutko. A glavo pa tako spustimo? Glave nič ne spuščamo. Ne, potem spustimo, ni treba, da podlagamo. Tako, ker ste laiki, se pravi, takrat zanemarimo mogoče malo poškodbo hrbtenice, ampak z namenom preverjanja dihanja, kar je pa najbolj pomembno. Okay? Skratka, sprostimo dihalno pot, eno roko damo na čelo, 2 prsta druge roke pridemo za brado, dvignemo brado in zvrnemo glavo nazaj. Na ta način se je jezik odmaknil od zadnje stene žrela in je odprta dihalna pot in on bi lahko dihal. Ker vemo, če je on nezavesten, so mišice ohlapne, zgubijo ves ta tonus in se jezik nasloni na zadnjo steno žrela in on ne more dihati. Okay?
Zdaj pa 10 sekund preverjamo, če on diha. Hkrati poslušamo, čutimo na licih in gledamo v prsni koš. V 10 sekundah mora on vsaj dvakrat kvalitetno zadihati. Se pravi, da se prsni koš dvigne, spusti. Vkolikor on diha, ga obrnemo v stabilni bočni položaj in ves čas opazujemo dihanje. Vkolikor pa on ne diha, kolega pokliče 112, povej, kaj se zgodi. In pa pojdi po defibrilator. Ko pokličemo 112, povemo točne podatke, probamo čim bolj razložiti, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo. Točno povemo, naprimer, demonstracija 112, se javijo, dober dan. V bistvu povemo najprej lokacijo. Pri Tušingeriji Radomlje se je zgodila prometna nesreča, imamo poškodovanega motorista, ki ne diha. Prosim, pošljite pomoč. Točno moramo še zaupati svojo telefonsko številko, povemo telefonsko številko in to je to, gremo naprej. Ocenite sredino prsnega koša. Prsni koš je od ključnice do zadnjega rebra. Če otipamo, tukaj je mehko, trdo. To je zadnje rebro in ta del je prsni koš. En mezinc gre na zadnje rebro, en mezinc gre na ključnico, vržemo palce dol, dobimo sredino prsnega koša in to je tudi mesto zunanje masaže srca. Peto dlani postavimo na to mesto, prepletemo prste, se nagnemo pravokotno nad njega, stegnemo komolce in s težo zgornjega dela telesa začnemo pritiskati proti hrbtenici. 5 do 6 cm globoko, frekvenca oziroma hitrost je 100 do 120 na minuto, kar pomeni 2-krat na sekundo, a ne zgornja meja. In pa 30-krat pritisnemo. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sprostimo dihalno pot, zamašimo nos, odpremo usta, svojimi usti objamemo njegova usta in upihnemo. Upih traja približno 1 sekundo oziroma toliko, da se prsni koš opazno dvigne, počakamo, da se spusti, še enkrat upihnemo in nadaljujemo z masažem. Se opravičujem. Jaz sem tam nekomu predstavljal, da sem kolaps naredil zaradi te zgodbe. Daj ga ti predstav, no. Daj pocaj njega predstav. 25, 26, 27, 28, 29, 30. In spet 2 upiha, 32. Zdaj, vkolikor pa imate defibrilator na voljo, ga pa uporabite. Pri defibrilatorju sta priložene 2 elektrode, na katerih je točno narisan, kam jih namestimo, in sicer ena gre pod desno ključnico, druga gre pod levo pazduho. Z namenom, da je srce na sredini. Srce leži nekje takole na diafragmi, ki loči trebušno od prsne votline. Zdaj, če mi postavimo na to mesto te elektrode, gre električni tok od ene elektrode preko srca do druge elektrode. Vključimo aparat in on nam začne dajati neka zvočna navodila. Pokliči nujno pomoč. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Svetujem šok. On svetuje šok, se pravi, je prepoznal tisto življenjsko ogrožujočo motnjo srčnega ritma, ki pa je ventrikularna fibrilacija, migetanje prekatov. Tukaj je začela utripati tale lučka, pritisnite šele, ko se prepričate, da je to varno, da se ga vi ne dotikate, da se ga noben drug ne dotika. Vsi stran defibriliram in pritisnemo. Takoj se ga je varno dotakniti in nadaljujemo z oživljanjem. 30. – 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2 upiha. Nadaljuj še 1 minuto in 45 sekund. Nadaljuj. Nadaljuj še 1 minuto in 30 sekund. Nadaljuj. In zdaj bi jaz to delal do prihoda reševalcev, dokler on ne začne kazati nekih posrednih znakov življenja, ali pa dokler zmoremo. Aparat bo pa na vsaki 2 minuti zdaj preveril, kaj se dogaja s tem srcem. In aparat bo rekel, recimo, na vsake 2 minuti.
Ne dotikaj se bolnika. Isto kot na začetku. Analiziram. Ne svetujem šoka. Varno se je dotakniti bolnika. Če je potrebno, začni z oživljanjem. Okay. Zdaj pa aparat prepoznal, da ni tiste motnje srčnega ritma ventrikularne fibrilacije. Glejte, zdravo srce deluje tako, ko pride do srčnega zastoja, je v zgodnji fazi tudi to migetanje, in takrat on to prepozna. In če prepozna to migetanje, on takrat sproži šok, oziroma svetuje, da sprožite šok. Če pa on tega ne prepozna, bo pa rekel, šok ni priporočen. Zdaj pa on ne ve, a srce deluje oziroma miruje. Moramo pa mi preveriti. Kako preverimo? Pogledamo, če diha. Sprostimo dihalno pot, tako kot na začetku, in spet 10 sekund poslušamo, čutimo na licih in gledamo gibanje prsnega koša. In če je gibanje prsnega koša, smo že prej rekli, ga obrnemo v stabilni bočni položaj. Če pa ni gibanja prsnega koša, se pravi, on ne diha, je on v srčnem zastoju, sredino prsnega koša in nadaljujemo z oživljanjem. Spet 30 masaž, 2 vpiha, 30. Zdaj, kar se tiče vpihov, jih lahko zanemarite. Če imate kakršenkoli zadržek, zdaj v tem času imamo korona zadržek, potem včasih so poškodbe obraza, da je on krval, da ima izbruho na maso. Za ceno tega pač ni priporočljivo, da opustite kompletne temeljne postopke oživljanja, ampak samo umetne vpihe. Torej, stiskate samo prsni koš brez prekinitev do prihoda reševalca. To je to. Ampak se menjavati, ne? Kaj je ne umogel. Zdaj tako, če imate neko pomoč iz okolice, na 2 minuti se menjamo. Najprej oživljam jaz 2 minuti, potem bo kolega 2 minuti. Nekako takrat, če imate defibrilator, ko on ocenjuje ritem, se midva zamenjava in bo on 2 minuti oživljal. To je to. Pa tiste aparati za daljinc ima tudi ta... Ne, to je šolski aparat, tega ni. Kak je zemljevid defibrilatorjev? Ja, je, iHealth. Aplikacija, če si jo zloadate dol, imate, se pravi, zemljevid. Tudi, če imate vklopljeno lokacijo na telefonu, vas točno 112 lahko vodi do najbližjega defibrilatorja. Zdaj, Kje se sproži ta naprava? Kako se sproži ta naprava? S pritiskom na tipko šok. Ja. On te vodi. Ko reče. Ko on ne reče priporočen šok, pritisnite rdečo tripajoč gumb, pogledate, če je to varno, da se ga nobene dotika in pritisnete. Njega bo stresali in takoj, ko je izveden električni sunk, se ga je varno dotakniti in naprej oživljati, se pravi stiskati prsni koš. Mrzkoga nekako razočaramo, ko prinesemo ta defibrilator, zdaj smo pa rešeni, zdaj pa ne treba več oživljati. To je samo dodatek. On samo s pomočjo električnega sunka skuša resetirati ta sinoatrialni vozel, da spet dobiva prave impulze. In to je dodatek. Rdeča nit tega je najbolj pomembno stiskanje prsnega koša. To je to. Kaj se zgodi, če bi slučajno zaradi panike narobe obrnuti 2? Nič hudega gre, električni šok pač iz tukaj dol. Še zmer, ta električen šok zakrči mišico in skuša na ta način resetirati. In je vseeno pride iz te strani ali iz te strani. Ampak nekako... Zaveš, to paniki lahko... Ja, seveda, razumljivo. Ne razmišljaš... Kaj pa, če bi zdrav mu dal to, kaj bi se lahko zgodilo? Bi pa lahko prišel do srčnega zastoja. Zaradi tega je pomembna tukaj varnost, da se ga res noben v fazi, ko potisnemo, ne dotika. Eno pravilo je tudi takole, da aparat postavimo k njegovi glavi in je na naši strani, kar pomeni, da ne defibriliramo nikoli takole čez njega, ker nas lahko zadane. Pa kaj elektroda lahko dol pade med... Ne, to so šolske elektrode, jaz se upravičujem, so že kar nekaj nekaj daleč čez. med masažo srca. To je tak zelo močen tep gor lepil, da ne bo odpade. Je pa še nekaj pomembno, da je prsni koš suh. Suh, če je moker, dajte ga obrisati z nečem, z neko majico, karkoli, in pa prlihte na suh. Ker drugače gre električen tok po površini in povzroči neke opekline. Zdaj, če je moški, pa bolj poraščen, še zagorijo tiste, zelo hitro jih posmodi, skratka, treba je obrisati, da gre v globino preko srca do druge elektrode, ne po površini, prsnega koša. Jaz bi vas povabil, zdaj nam pričakoval, da boste dajali umetno dihanje, ampak vsaj tako tisti pristop, stiskanje prsnega koša, pa mogoče tudi snemanje čelade.
kaj. Nama ga ponuja. Pogledaj, kako treba gledati. Delate to vsi. Pravilno, gledate v ovinki, pravilno. Zdaj, če nekakva taka lepa redovinka, veš, kot da ima zmede. Dobro, ja, To je okej. tudi Ovinke jemljete tako. Se peljete po sredini in to je to. Zunanje strani je naturalno lev vink. Gremo v desno vink, se vozimo čist po sredinski črti. Vedno po sredinski črti. Ko pridemo na nek ovinek, ko mislimo, da ga je že konc, na konc se bo pa zalomil. Se bo zalomil? Kaj pa pol? Si pa glih na rovi postavljal. Si že noter, konec, ker samo ravno ven. Sprav, desni ovinki po levi strani desnega vozišča, ne? Se pravi, levi ovinki pa glih kontra. Pa boš pa enega kasika, ne? Pa tam. Še vedno se lahko makneš. Še vedno lahko nategneš. Na desno se omakneš. Vidi se, koliko si hiter, ne? Koliko si živ na gibu, ne? Nikoli ne sredinske, recimo če je pas, nikoli ne greš čez sredinski umazan del. Ne smeš čez umazan del. Ja, misliš na vozenemu pasu. Tako da bi se z avto Po levi špuri. v desnem ovinki moraš iti po levi špuri avtomobila. Ja. Ovo normalni vožnji, ne odvisno vojst. Pravi po umetno. Tu so pa Je pa razlika, ne? Sploh. Pa 40 se ne moreš nagati. Se pravim, je pa razlika. Pa 40 se ne moreš nagati. To je recimo najbolj pomemben glih zato, ker se ovink zalom, koliko te verjetno že kjerga preseneti. In ko si ti noter, je konec. Gor počev je un, veš kjer. Ja, se zalom. Sem nazaj greš, Dvakrat se zalom, ja. Takrat bo grad si nek naravnost. Sej je dostek, pa tudi tlele na Moravškem konci je Ja, pa vsi ogromno uvinki so taki lepi, držav. ne, edin un. Za tetejca tole... Ja, se ga pa mnogo streliš. Mislim, A veš, to je pač ena... to je pač največja površina, ne, zato zaščita, ena varnost več, ne. predvidevaš, Ja, da pač ko strele nepremično tarčo, da večjo površino lažje trofe, ne. Ja, ampak tukaj so vitalni predeli, ne? Ja, Vitalni organi. Pa tle je fajn, ko je bistveno lažje, kot to tega lahko dejansko cel šikne. Koliko pa je težje? Vse ga lahko potiškate, vse ni, to ni neke teže nima. Primerjaš s tem? Mislim, po zimi je še fajn, kot je še igro. Se nosi od spodaj kot majice. Ti v bistvu ne vidiš, da imam jaz neprebojca. Imamo pa zdaj težavo. Nimaš kam karkoli obesiti, pa se pa moš več, samo pa si kaj gor stvari vesiti. Načeloma ljubo. Vse ponovadi, tlej, nisem... Ne, bodo se XL. Bodo se XL, da. Razen, če mi vidimo, da on bruha. Sem šla na tole, ni koristi. Ja, drugače je to, Moje se zna Dol je puter počen. Ja. Zdajmo to, tisti ljubinci. Ja. Prve tri najviše prelaze na svetu. Prve tri najviše prelaze na svetu. Tu si ga parkiral na Makedatu. To je to na lepo, Hvala.
Nabijate tako gor in potem si kar ukazal števc preveč, zaradi tega, da imate vi rezervo. Da če boste po števcu, da imate rezervo. Je pa, naprimer, tudi relativno dober pokazatelj so tele števci na cesti, vi vozite. Je pa težava, da različno so nastavljeni. Eni so nastavljeni na števc, eni pa dejansko na radar. In pakli, naprimer, v Logatcu, če se peljete čez drevored, tisti je povečana hitrost, kolikor vam števc kaže. Pa že piska, če se peljete 51 v števcu, dejansko se peljete tam nekih 7-46. Dočim ta drug dol, ki je pa za krožiščem pri molu, ki je pa potli še en števca, tistem kaže pa 5 km več. Tist pa načeloma kaže toliko, kar vam števc kaže. Če ste morbiti tu kdaj porajte. Zdaj ne vem, kje se ostem. To ne sledaš. Na Trojanah pred hotelom pa za isto hitrost kaže različno prikazovanje hitrosti. Ko se pa vse se voziš na tem pomata, ne? Ja, ti so zato kaže, zato ko ti po desni, levi tu teden šiba mimo, ti pa greš po desni in onemu takoj več kaže. To so bili zdaj Raje mičko. Krok to vsak letnik. Ja, mislim. Super, super. Daj lepo prosim povej to. Je pravda. Rečemo, da ne samo ta je. Ona pa je. Normal. Nismo nekaj treninga, nismo mi. Kaj smo sami, ali bomo mogli na stranu štika, veš? Vse sem videl. Tukaj, dojče. Je tudi slab, če prijem. Pa dvaka, trikrat odpelješ, poligon, pa se uničeš. Je pa motor, glede na svojo sliko, pa tako naprej zelo potika. Da vam povedal takoj, da smo, zdaj na video prejle se bom pokazal. Če greš na slalom preveč direkt, bo dva odvozov, pa je to pregovoril. Bom zdaj pokazal, pa avtoritem, kaj je narobe, ki to vidi, kaj je nekaj, da ni več popravljanje. Na zunanji strani zbirnega vdiška. Ali pa predvsemo, pa ne enostavno dva ovika, ki gre za pomerkanje. Opa! Daj ga v dobu. Hvata je ABS, sem ABS malo popravil, pa bremzi. Upam, da je bremzi. Race! Učili smo se go. Tole ni v redu, ne? To še tver iz ovinka. Tole, da si zdaj pokazal. Če bi šel še malo hitrej, ga ne bi zvozil. Se pravi, vzeti na okrog, tisto po ovinku. Po dolgi poti. Po dolga poti.
Točim kolorado. Je razlika, kaj ta pele, jo. Pust. Potegne, veš, da se strašiš, ne? Važno je sam, da se stegne prvo, da je drži skozi stopi, pa ne more Potem bili tam v Šupela, tole v Smitrpelu, pa dlakat Jakobi, kurva se je. Vidiš kaj, to imaš 400 kul, pa lahko je tudi 200 kul danes. Hvala pa leti. Viš kaj mene gre skrb, da ga pil? Na desno stran. Da imaš desno stranico čez. Pa boš še nekaj lažje. Ja, bo nekaj. No, pravi. Najprej mrz, pa poroče. Najprej mrz v pol. To je za obračanje. Ti ne moraš na kolenu obrniti na eni cesti, ko boš rabo obrniti. Ampak ko ti obrne tako, da boš motor podrl, ti boš to pa kontra. Prav, čist drugače, čist drug stik. Stigaj roko.
Pa presedat se, presedat. Točno pa bo šel noter. Ne, to? Jaz gremo levo, to naprej purino. Tako, ja, to je normalno, veš kaj je to. Ja. No, vsak to dela. Ja vem, ja, to je center steering. Tako, nad 45 do 60 km/h. Ja. In se to naredi. Ja, se prolož, ja. Ampak, ko boš šel ti, ker tukaj imamo pa mi, nimaš 40 km/h. Ja. Boš pa balanca not. Ja. Ampak je moraš vse ti ven. Ja. Ven si nogo stran. In tukaj zelo se je bolj na stran. Samo to dol. To, a? Ja. In probi to, pa ko ga probi vrlo šijo, ko ga lahko laži na mesto vrlo šijo, ko ga greš to. To. Ja, pa motor pol centrifuga nazaj gor vleče, ali? Ja. To pol centrifuga kar gor potegne. To pa dol. Ne, to je narobe, a veš, ker imaš zdaj v mislih koleno. Da greš v vink na koleno. Ampak tu Ja, da se prišli, ja. ti gre tu si ti, to je to. Koleno gor. Ovo ti pa kontra. Pa to na to. Na mesto lahko vrti. To probi. Zdaj pa na 8. Če ima raj čelada je 800 evrov, pa nič. Ja, bomo, zdaj nimam kaj razrešiti. Ja, ajde. Ne, zdaj je tukaj. Questo ti chiama di cicla e prema di cicla poi sbrogare. Saka glava drugače. Lepo porast motorista. Lepo rajde veliko. Pa to ne moramo pomagati. Ja, mi ne moramo pomagati. Gledati motor dol, pa lepo okrog, tako se bo poslegnila. Veliki motoriste, lepo ne bomo proste katero prosto. Od druga strani, zdaj bomo pobrali. Zdaj bomo skipati tako, da gremo na neutralni krog. Sem se ovo pokazal, ali se pravilno delate, je nekaj tako. To je proba. Krog je govoril. Strah me je, hej. A ne, ja, ne morem drugače. Zdaj sem jih dal skap. Ja, imaš samo da. Ja. Ta noga je ven, Da pa obstank, ja. Ja, obstank, ven. Grip.
strane. Pa 2 evra, pa pol evra to nakazilo, ne nekaj nekaj. Da sem plačal AliExpress, ne vem, 100 evrov. Minimalno 100 evrov. Vse, ko imaš fulce, ne? Vprašanje, če je vredno, ne? Ja, tam ne veš, kaj je. Veš, kaj plačam, ko čuje sem, pa ne veš. Tako se je skupaj meglinke, ko sem rekel, skupaj meglinke, prišel sem, pa ima take nosičke, tako s papirja naredi. Ko sem pa druge naročil, druge sem pa slično priprave. Če še nekaj kosa. Dobar se vozil. Smo vas gledali. Sam je... A tu, mislim, a je tu... Baš da če... Mislim, ste pokazali, da se da pere. Ste pokazali, da se da pere. Ste pa ga res čohlo, ja. Pa zadnja guma, če gremo do Liminka, pa nima radija dosta, če gremo do Liminka, pa je začne balon, pa tako naša, spet je uničen, tako da ne smeš ženo ali pa kaj drugo. Aha. Ženo da Je počel. Sam ko one žilice daje. Pa to je dva modela, ta nov je pa čisto Ker pol manj treba plast. tako modelo, da pa me pa tam bolj samo ljudski model. Pa to je Tam verjetno gol hoče, gol pingamo je bolj cilj tuli. Yes,
ti imaš pamet? Imaš drugo? Nekaj je pa stojem. Zdaj pa daj tu moraš. Mene meglinke zdaj gorijo, zdaj kot vas. Ja, jesi glas, ja sam tvoj pis. Ja. Super, naprej. Kar pritisni. Ja. Hvala. Ti si rekel, kaj boš pa v dvorani? Veš, kaj je bilo? On je šel 20 krogov isto, da ni bil zdaj. Do zdaj ga še ni tako. Srečno. Še na druge. Ne, manjka tvoje već. Hvala. Ti povem iz izkušnje. Imam strica od moje žene, kot cel lajk delo na temu petrolu, pa imam medicino, da sem povem, da je ful mož medicine. Jaz sem tudi to vozil. Tam na temu tamo što vidim. Veš kam gre benzin prva? V Avstriji, iz Avstrije sem. Nikoli niso vozili, nikoli vozili razni stup, pa Andrej zdaj vozil zidane. Vse gre na imi služi. Zdravje. Da Ramona stanova te vožnje. Samo spisto, kako ti pogledaj tam? Ja, vse vidim, tu sem gledal. Ja, samo tu vozi tudi zališen, ampak nikoli tako ni, da se nekdo vozno opet. Ja, sam sem si potisnil, moraš se vidiš kličo arkada. Te avto moraš vsaj reagirati. Samo tukaj nisi proti čutiš vsak kanal na gum, da avtomatsko stikaš, misliš da štuk. To je isto usko. Zdaj mi je blizu. Jaz gor kolesarem, pa jih je stari moj. Ej, spoiler, gospod, hvala za instrukcijo.
Mrak, ko je bil, kakšne sajt zdajle, ko je bil pol 10, so mater, vse tam, ali to ne se parkirajo, malo ček, kaj je, hvala Bogu, ni da vse ne. Ne, se mi šlo malo tako. Da malo pika, pa to me res manj. Res, vzel ga. Ali pa pista, greš. Vse to je žalostno, ko pa nas zemljeto, turistov je dosti.